Spoštovane, še posebej pozdravljam našega častnega gosta oziroma tistega, ki omogoča današnji večer v tej vrsti. To je lastnika te zbirke, ki vas čaka na našem malem auditoriju, gospoda Borisa Andreja.
tudi prekrasen glasbeni večer s slovenskim cipraškim kvartetom, ki so, lahko rečem, tudi že naši dobri znanci. Tako da tudi vam lep pozdrav. Ja, takole je bilo, seveda gre za skupaj predstavo, ki so v Andreju Mlakarju, se je pred, mislim, da zdaj že skoraj 2 letoma morda oglasil pri nas v muzeju Velenje, povedal, da hrani fascinantno zbirko Citer. Razstavo boste videli nocoj, verjetno vas bo presenetila, pa naj vseeno povem, da tukaj napred postavljamo približno polovico Citer pri nas v Velenjskem gradu, kjer smo v okroglem stolpu razstavo Citer pripravili lani. Je bilo približno 140 razstavljenih, tukaj 70, pa tudi tistih 140 ni bilo vse, kar ima naravni. Ob tem seveda radi še nekaj drugega, kar je pa povezanega s citrami in citrarstvom na Slovenskem. In ja, njegova pobuda je padla na plodna tla, seveda, sicer nismo bili zelo hitri, zato je nekaj časa minilo, ker smo morali seveda priti do ustreznih pogojev, pa vendar takoj, ko je povedal, kakšno zbirko ima pri sebi, smo rekli seveda, da je to pravo mesto, da postavi razstavo Citer, kajti pri nas že dolga leta poteka citrarski festival, potem imamo glasbeno šolo, ki nosi pravno v Ženskem, ki je bil skladatelj, ki je tudi avtor prve slovenske šole za citre. Potem je profesor na Velenjski glasbeni šoli, gospod Peter Napred, iz Slovenskega citrarskega kvarteta, ki tudi spodbuja to citrarsko umetnost, bom rekla pri nas, ki v Velenju, pa mislim, da tudi drugod po Sloveniji v zadnjih letih pravzaprav doživljajo renesanso in so citre vedno bolj prepoznavne, popularne, kar nekaj mladih, zelo uspešnih citrarjev smo v zadnjih letih v Sloveniji pridelali, če smem tako reči, in seveda tudi to vedenje o tem, kako zanimiv, kako lep instrument, kako je leta v leto večje. Zdaj skoraj da vsi že vemo, da za citre ni nastala samo tista skladba iz Svete v jeseni, ki nam morda prva pride na misel, ampak je tukaj res zelo bogat in krasen glasbeni spekter. No, zelo veseli smo bili, ko v Zavskem muzeju radi bolje odvarili predlog, da bi to razstavo postavili na tudi v Brežicah, ki so prav tako kraj, ki je s citrami tesno povezan. In kar je najlepše pri sodelovanju, poleg tega, da se odprejo takšne drugačne vezi med nami, ki se ukvarjamo z drugimi stvarmi, ki nas podobne stvari veselijo in zanimajo, je tudi to, da se nam vedno znova odprejo neka nova vrata, da se nam širijo obzorja. In ob tem sodelovanju sem pravzaprav zelo navdušena in vesela, da smo odkrili Josipa Šiška, za katerega moram priznati, da nisem vedela, pa če ne bi bilo med nama toliko let, bi pravzaprav lahko bila skoraj soseda. Ker živim v hiši, ki je samo 2 stavbi odmaknjena od župnišča, v katerem je bil avtoplan. Tako da pa potem seveda, da smo jaz vrti župnik v Brežicah, tako da še ena vez med Velenjem in Brežicami, za katero do tega sodelovanja nismo vedeli, in bomo s to zanimivostjo seveda rade volje po zaslugi sodelavcev Poslavskega muzeja Brežice
nekaj tega približno na polovici poti smo, nam je že uspelo in ni bila težka odločitev, ko sem danes razmišljala, kaj privesti v Brežice. Skratka, ko smo se z vašo direktorico srečevali na kakšnih priložnostih, kjer se pač srečali direktorji muzejev, sem seveda hitro ugotovila, da je to ena zelo simpatična in vedno lepa in varena gospa. In srečo imamo, da smo pred približno mesecem dni v muzeju predstavili serijo Napita, Grajska roža. Samo eno svoj problem sem imela, mogoče je premajhni. Ampak upam, da bo vseeno prijazen in dragocen pa še eno danice v tem, to je pa tale knjiga, ki je pa tudi povezana seveda s tem našim sodelovanjem, tako avtor te knjige, ki govori o fotografskih zapisih na steku, ki so nastali leta 1991 v Afriki, je naš kustos Draž Vertič, ki je tudi kustos nastale Citre in tudi ta njegova razstava, Afrika 1931 razstava, s katero lahko gostujemo morda najzgodnejšo Brežico. Hvala lepa in gospa direktorica še enkrat iskrena hvala, da so ljubje in vaše sodelovanje. Najlepša hvala za vse te besede in za to zavezo, da je res to naše prvo sodelovanje, ki začenja neskončno sodelovanje, da se gotovo vsaki zgodbi najdemo neke skupne točke in jih potem tudi razvijamo, se mrežimo, družimo in smo tudi tega zelo veseli. Oboji imamo sedež tudi v izjemno lepih gradovih, tako da imamo tudi to skupno nalogo in sem pripričana, da se bomo v tej zavezi tudi s prvotnih izredovanja. Imamo seveda najprej pa današnjem in spet vabim Slovenski citrski kvartet.
Prvi deli segajo 17. stoletje. Citre so bile nemalokrat domači izdelki. So rusko, strunsko glasbilo iz družine Benkal, razširjene povsod po slovenskem, imenujejo jih tudi klavir mladega človeka. Zaradi žalostnega zvoka, ki ga dajejo, pravimo tudi, da citre pojejo. Citre, ki ne pojejo, strogi muzejci pogosto označimo kot mrtve muzejske predmete, tiste, ki nimajo izkušenega življenja, pa citre brez spomina. Spodbudno je, da se je veščina igranja na citre v zadnjih desetletjih izjemno razvila in se še krepila. Citranje znova pridobilo zasluženo pozornost. Muzejska stroka je prepoznala v postavku še na desetine programih citr, ki pa večinoma ne pojejo več, postajajo med spomin na mater, očeta, teto, strica, babico in gleda. Troje razstavljenih citr je zaživelo kot ponazoritev prazničnega in glasbenega življenja v Posavju na občasni etnološki razstavi pred drugim letom, od svinje do otivnega Frišička, od reči do lestenega Krička, ki je bila na ogled nazaj v Brežice, ženo pred drugim letom. Kot citre odkipnejo, ugasne tudi citrarjeva glasbena veščina. Stare citre omaknejo v pozabo. Ko si raziskovalec v citrarskem življenju Posavcev prisluži zaupanje, vprašanje prinesejo z poslušja zaprašene citre, tašče citre kartički iz govora, in znanje počutujejo, da poveličajo njihovo vlogo v družini in njihov pomen za dediče. Čeprav na citre ne zna igrati nihče iz družine, o njih govorimo in jih ocenjujemo skupaj kot pomemben predmet naše kulturne dediščine. S spraševanjem o citranju med ljudmi vzbujamo zanimanje za to veščino in za citre in obenem ozaveščamo o pomenu in vrednotah te naše dediščine. Na mizi ob vratih gostilne Posave v Brestanici je imel pet Karlov potočnih citre. Prinesel mu jih je njegov brat iz Nemčije. In ob igranju nanje so imeli najmanj 10krat na leto vesele domače večere ob cimernici. V družino Petrkovič iz Artič je violinske citre pred več kot pol stoletja prinesel oče, tudi navdušen pevec, basist in ustanovitelj brežiškega pevskega zbora. Nedavno umrla pivsko-frizerska mojstrica Dragica Krojc-Cupanc iz Sevnice je kot dekle violino igrala v zasedbi s citrom Arzenškove Mici in s kitaro Arzenškovega Nanda. Dolgi in zasneženi sevniški zimski večeri so bili ob glasbi krajši, prijaznejši in ustvarjalni. Potem, ko so do druge svetovne vojne starši mestni mladini radni zagotovili znanje igranja na violino, klavir ali citre, so bile na posavskem podeželju bolj radi tamnice, citre tudi in šele do druge polovice 19. stoletja harmonika. Brežiški mizarski mojster Anton Predanič, rojen leta 1865, umrl je 1934, je v prvi tretjini 20. stoletja ob večerih in nedeljah citral in zraven pel božične in druge pesmi. V nemščini je znal zapeti zraven tudi pesem o brežiških, južnih in severnih mestnih krajih. Žal se je pozabila. 19. stoletje bi lahko označili za zlato dobo citr. Citranje slovenskih skladb je bilo nepogrešljivo v javnem, prazničnem življenju v drugi polovici 19. in v prvi tretjini 20. stoletja. V Brežicah smo imeli ob koncu 19. stoletja kaplana, kasneje mestnega župnika Josipa Mišička, rojenega 1865 v Sevnici, umrlega 1923 v Brežicah. Tako kot je znal z izbranim umetniškim čutom
kot pevec, baritonist in domovodja vsaki pesmi vdajnika življenja, je vešče znal življenje izvabljati tudi iz citra. Bil je izvrsten citra in je na prireditvah doživel nič koliko aplavzov in burnih kvicov po ponovitvi skladbe. Njegove citre so živeli polno življenje. Na Lucijino leta 1892 je v Narodnem domu v Brežicah poslušalce navdušila skladba na Savskem bregu pod korim za troje citre, ki so jo morali na burnih kvic ponoviti. Besedilo za skladbo na Savskem bregu, objavljeno na razstavnem panoru na današnji razstavi Citre, napisal Andrejčko Jože, Jože Trmiša, to je 1845, ponovno 1874, s Krškem in Belicem povezanim zakon ter reprezist. Jože Trmišiček je bil velikega leta in je z veliko mero prepričljivosti citranja naučil mnogo učenke in učence mladih in odraslih. Bil je animator kulturnega in državnega življenja v Brežicah, ki je svoje skladbe in priredbe objavljal v slovenskem citranju. Skladbe za citre leta 1892 pevec slovenskih pesmi je objavljal v prijateljskem sodelovanju s brežiškim zadružnikom in potržcem Ladislavom Šventnerjem, ki je izdatno skrbel za duhovno opremo svojih izdaj, da ste lahko videli tudi na sončnih razstavah. Njuno delo je bilo zadovoljeno v slovenskem kulturnem prostoru. Na slovenski televiziji ravno poteka predvajanje obnovljene serije oddaje po citrah naše kabelice etnologije in doktorice muzikologije Mire Omazer-Drlep, oziroma Miri, ki je etnologijo o citrah in televizijo posnela že davno leta 1984. Inštrument, ki ga bomo danes po zaslugi igralca Andreja Borisa Markarja na razstavi videli v pomnoženem študiju, v najboljišnejših oblikah izvedba je bil med posavskimi ljudmi zelo prividen. Igrali so nam tako moške kot ženske. In nam si je leta 1928 zaigralo dekle z razstavnega panoja v citrah razstavljanja. Doma je bila tudi mali, in si je na citre zaigrala za svoj 21. dan. V enakopravni zasebni spolov dveh citrarjev pa seveda čas za moj pozdravljamo tudi slovenski citrarski kvartet in se veselimo zvočnega Petra Citr. Imel sem to srečo, da sem imel Letka, starega očeta, ki je izvrstno igral citre. Jaz sem bil kot otrok navdušen nad njim in tudi nekaj časa sem preživel v njem in nekaj poskusil učiti. In ko sem naučal, mi je podaril prve citre. On je imel več citr in ene od njih, katere je tudi sam igral, sem dobil jaz. To se je pravzaprav začela moja citrarska zbiralska pot. Jaz nisem zbiralc, mislim, da ne, ampak to se je kar samo od sebe nabiralo. Zakaj? Kaj je s tem? Ko sem začel spoznavati inštrument, nikdar se ga nisem naučil prav dobro, igram predvsem za svojo dušo, pa za kakšnega prijatelja. Ne nastopam javno, ampak te citre so me tako prevzele, ko sem recimo hodil po Tožjakih, pa videl tam en inštrument, ki je bil malo drugačen od tistega, ki sem ga imel doma, pa se mi je zdelo, da ga kar moram imeti, da ga je treba užiti. In tako se je začelo. Tako se je začelo in naenkrat se je tega veliko nabralo, potem se začel pa malo sistematično to zbirati.
proizvajalec, tisti izdelovalec. Začel sem poročevati zgodovino nastanka inštrumenta in sem videl, da so prve inštrumenti delali vrhunski goslarji. Nanje so igrali vrhunski violinisti, koncertmajstri. Še v prejšnjem stoletju, se pravi, tam kažem 850 naprej. Se pravi, ena plat je bila ta, kdo je citre napravil, druga je bila, kdo je nanje igral. In potem seveda se te stvari širijo. Citre so tako poznane. Jih je milijon in dvoje niso enaki. In ko začneš v to lest, ni konca, ne moreš spraviti. In se seveda moraš odločiti za en koncept. Jaz sem rekel, jaz se bom pač posvetil bolj konceptnim citrom. Citr je veliko vrst in vsi narodi na svetu igrajo nekaj vrste citr. To je brenkalo, glasbilo, na katerega igrajo Japonci v svojem sistemu, Egipčani, Sibiri, Leningradu, v muzeju se tudi cela inštalacija citrarske. Ampak ne tak te koncertne citre, ki so nastale pravzaprav v Nemčiji, v Mittenwaldu se je začela ta zadeva razvijati. Zakaj? Zato, ker tam je rasel resonančni les, potem je bil to Šenbach v Češkem, Klingenthal Šenbach je Avstrija, se pravi Klingenthal v Nemčiji. To so nastale delavnice. Vsaka hiša je bila delavnica citra. In seveda potem so se te citre v bistvu, ki smo jih Slovenci že poznali prej, ne tako bordunske, to niso bile v teh oglasitvah. To klasično citrarsko oglasitvo je v bistvu izumil Nikolaus Weigl tam leta 1848, šele 1848 leta, in sicer je bil princip v tem, da je v sistemu vintnega kroga razvil spremne strune, jih prej ni bilo. To pomeni, da se lahko igral 12 durov, 12 molov, 12 sektiv in tako naprej pospremljali, medtem ko na obiralni se igral pa klasično vse, na vse citre v bistvu enako. Po obliki pa ta inštrument še danes se zaključi. Kot vidite, tukaj so inštrumenti, ki nimajo več podobe klasičnih citr, kaj je še, tam ne dala tje, pa že trapezaste citre. Se pravi, že po obliki so citre take, da dvoje niso enake, čeprav se na vse enake. Se pravi, izdelovalci so kar naprej razvijali in iskali boljši ton. In to je tudi potem en od mojih motivov. Kaj, če jaz najdem na citrah Stradivari? Se pravi, vrhunski inštrument, ki bi tudi vrhunsko zvedel. Seveda, zato moraš marsikaj poznati, marsikaj razumeti. In tako se je ta manj zbirala. To predvsem je vedno potem problem prostor. To so relativno predvsem inštrumenti, redne tiško, da napiš nekje na Bolšjaku, ali pa to je par evrov, ne pamet govorim. So seveda tudi v antikvariatu vrhunski inštrumenti po par tisoč evrov. To so že zahtevne zadeve. Ampak v bistvu se je to začelo tako nabirati, da je bilo normalni več pozornalo velikih posti, podposti. In to ni bilo več pregledno. In ko sem zdaj že pred upojitvijo, pa vedno sem računal, da bom inštrument oživil, da ga bom obnovil do te mere, da bo spet tiho. Kajti vsakem inštrumentu, po mojem mnenju, je
duša nekoga, ki ga je naredil in nekoga, ki nam ga je igral. In to mogoče generacija. Potem pa, moj namen je pravzaprav ta, da se oživi in vrne v neko igranje. Ne, da bo to izjelo na sebe. Tudi, kot pravim, samo da bom nesel nič pogumno. Mogoče eno vojnici. Tako je prišlo do te ideje, da sem prišel do spečela, ki je na Velenjski grad in sem rekel, da spade, z tega nekaj narediti, eno razstavo. Seveda bo priložnost še na razstavi, vabim pa že danes na javno mozgo, ki ga bo imel gospod Mladen 18. maja na Mednarodni muzejski dan, ki ga bomo zaključili tudi z vsakoletnim koncertom Citrskega orkestra glasbene šole Brežice, se pravi uvod, da koncertom tudi javno mozgo, gospodom Mladen, v tem boste zdaj še obveščeni. Mislim pa, da bo to bilo 6. uro po 7. če tako nekaj. tovrstni stalni sestav pri nas. Doslej so pozneni 3 zgoščenke, nastopajo vse po 102 v Avstriji, 5 Nemčiji, Italiji, Hrvaškem, Bosni in Hercegovini, seveda tudi v domači Sloveniji. V programu imajo veliko glasbo od prired stare glasbe, originalne klasične skladbe, ki so prepisane prav za citrski kvartet, potem tudi jazz skladbe, slovenske ljudske ponarodele ter narodno-zabavne melodije. Veliko prirednih stvari je prav Tomaž Plahutnik, ko ste videli skladbo s poslovnim tudi Peter Napred,
Vsi štirje so učitelji na glasbenih šolah, Peter Lambret v Velenju, Tomaž Markotnik v Kamniku, Janja Vrlec, Raško Radičev, hkrati je pa tudi še študentka in seveda Anita Veršek v naših Brežicah. Gosti iz Velenja, seveda tudi razpravljavci, direktorica emisije, ki ste se danes zbrali tu na tem čudovitem večeru. Seveda verjamem, da smo se ponovno dobili v tej letošnji dvorani na nekaj posebnosti, saj nekako smo v prvem delu več ali manj občudovali glasbo, cikel, v drugem delu pa tudi samo njegovo izdelavo in pa seveda tudi publiko. Prav zato seveda me veseli, kajti konec koncem tudi ta naša vidiška dvorana je bila ustvarjena prav zaradi tega, da se v njej občudujejo lepote in dobra glasba in mislim, da na naši večer je še posebej primeren tudi za cikel. Seveda v občini Brežice se veselimo obiska in pa seveda tudi aktivnosti našega muzeja, ki nas vedno razveseljuje z različnimi razstavami ali pa seveda koncerti. Zelo me veseli, da se tudi vse bolj povezuje z drugimi muzeji, ustvarja seveda tudi razne prireditve, ki so širšega pomena, s tem seveda tudi Posavski muzej in pa Brežice nekako ponesemo v Slovenijo in pa veliko tudi širše v svetu, zato seveda tudi so zahvala direktorci vsi ekipi, ki so tako aktivni. Sam po župan seveda vam danes želim tudi večer, prvi del glasbeni smo že nekako že imeli, seveda tudi posebno pozdrav tudi citrskom kvartetu, kajti vesel sem, da smo tudi danes imeli priložnost slišati tudi med nami, še posebej tudi Anita Veršec, ki zelo dobro izgaja, seveda tudi mlade citrarje in prav po njeni zastopi v občini Brežice. Vse nadaljuje tradicije, kot smo slišali gospoda Župnika, ki je bil pred leti eden od teh, ki je začel za citrar in moram reči, da zadnja leta so citrarji v naši občini vse bolj moderni, popularni. Zelo vesel vsem, da tudi to citrstvo širijo v Češko, ki smo povratili in seveda tudi citrski naš koncert Brežiški citr, ki so tudi mednarodni in seveda zato je tudi posebno zabavno. Na koncu seveda